In a world that shifts like shadows cast in light, rising up with dreams and currency in sight, a guardian for all your tokens, here we stand. Crypto while it shines, it cradles your command. Where the blocks align and each transaction glows, holding fast to promises the blockchain bestows. Slaughter and stash the coins of our grace in this wallet we trust. It's our sacred space. Feel the pulse of the future, it's calling our name. With every coin that we cherish, we're playing the game. From Android to Apple, in our hands we hold the key to freedom in finance. Just you wait and see. Hold your coins, here's the future in your palm. With crypto wallet, find solace like a calm. We're self-custody dreamers, our treasures in the sky, building bridges in crypto. Together we will fly. Secure your holdings, let the power flow. Guardian of assets in the pocket, let it grow. With every step, we're closer to the stars. Lana coin, Tosh coin, we'll take it far. Light like a feather, touch the edge of dreams. Riding the waves of a world bursting at the seams. A galaxy of coins, ethereal and bright. With crypto wallet, we'll claim the night. Hold your coins, here's the future in your palm. With crypto wallet, find solace like a calm. We're self-custody dreamers, our treasures in the sky, building bridges in crypto. Together we will fly. In digital horizons, where freedom's in sight, we'll rise like the sun, let our hopes ignite. With crypto wallet guiding, we'll never lose track. Slaughter and starch, we won't look back. So raise up your wallet, let the world see. In this dance of technology, we are wild and free. Hold your dreams like coins, let the heavens decide. With crypto wallet by your side, in trust we'll abide. En lep pozdrav vsem skupaj, mičkeno sem se mogel pohecati, da sem si mikrofon naštimal, smo glih prišli iz Miamija, Amerika, evo, suvenirček iz New Yorka na Connect Flightu,
Danes sem končno si vzpostavil eno Chromecasting okolje, v katerem vam lahko zrcalim mobilni telefon Android. Tukajle, pa tako Chromecast. In bomo imeli danes en tutorialček, kako inštalirati CryptoWallet.si na Android napravah. Trenutno gledate na moji levi strani, oziroma vaši desni, zrcaljenje mojega telefona. Vam se bo pokazal, da je to drži. Skratka, vaša vstopna točka je app.cryptowallet.si in pridete na tole spletno stran. V predogledu na začetku sem med glasbo, ko sem jo ustvaril pred minutko za tole predstavitev, že nekako malo preskrolal zadevo, to da vidite overview, kako izgleda spletna stran naša nova, pa bomo šli kar v akcijo. Se pravi, cilj današnjega tutoriala je, kako si namestiti CryptoWallet.si mobilno denarnico, ki podpira Lana Coin in Tycoin na vaš device, pa seveda vsi koraki potrebni za to, da imate zadevo varno, kar se le da. Skratka, tapnemo na Google Play in nas pripelje do trgovine, kliknemo Install. Enaka zgodba bi bila, zadeva je hitro nameščena, ampak bomo šli še enkrat po postopku, ki je večini znan. Se pravi, če greste na App Play Store, uradna trgovina, in greste tukaj na iskanje in natipkate CRYPTOWALLET.si, vam mora narediti na prvi strani isto aplikacijo našo. Skratka, tale logo, to je to. Bomo za hec malo probali, smo pred kratkim malo posodobili indeksacijo, če zadevo najde tudi pod ključno besedo Lana Coin, upajmo, da bo. To je prvič, kar pregledujemo, odkar smo iz Amerike. Ok, tukaj imamo pač sponzorirane objave, zaenkrat pod Lana Coin še ne najde, ampak nič hudega. Probamo še Lana. Ja, itak, ogromno aplikacij Lana, nič novega. Lana News, Lana Tips, Lana, Lana Pilates, zanimivo. Skratka, CryptoWallet.si je ključna beseda, aplikacijo smo namestili, pa gremo kar v akcijo. Open. Skratka, tukaj imate osnovne informacije, dobrodošlica, v našem primeru gremo na Create a New Wallet. Predno se lotite tegale, predlagam blokec, listek, planer, karkoli, nekaj kamar shranjujete, neka gesla, pomembne informacije, zapiske delate. Skratka, imejte pripravljen blokec, pisalo, ker verjamete ali ne, tudi v digitalni dobi pišemo, zapisujemo, še posebej stvari, ki nimajo kaj delati na internetu. Pa gremo kar naprej. Create new wallet. No, mička nam je zaspal screen mirroring. Dobro. Takole. Ok. Tukaj imamo pa eno zanimivo zadevo. V zadnji releasu te naše posodobitve smo v bistvu dali neko prepoved, da na strani, na kateri se zapišete mnemonične besede oziroma nekak seed words, smo dali prepoved screenshotanja, se pravi, posnetki zaslona niso dovoljeni, zato spet dobri stari blokec. Zdaj, tale wallet, ki ga bom jaz kreiral, ni namenjen za neko produkcijo vsakodnevno rabo, ampak samo za potrebe tutoriala, zato vam bom preko kamere pokazal, kako izgledajo te besede. Se pravi, na naslednjem zaslonu, če se bo videl, vidite takole. Vidite zaporedje 18 besed, od 1. do 18. Zdaj si vzamete lepo čas in previdno, eno pa po eno, pa vrstni red je pomemben. Se pravi, pomembno je vrstni red, prva beseda je prva beseda, druga beseda je druga beseda in tako naprej. Takole malo izumamo. Skratka, od 1. do 18. vse skupaj prepišete na papirček. Lahko tudi na več koncev, se razumemo. Kaj je point tega? Treba je razumeti, da to je self-custody wallet, to pomeni, da ste vi ves čas lastniki oziroma upravniki vaših ključev od vaših kriptovalut, oziroma v tičnem primeru Lana in Taj, in zato je enostavno zelo pomembno. Najbolj pomemben element te inštalacije je zapis teh 18 besed, ki jih imate tukaj. Tako, zdaj moje besede tukaj ste videli, ampak brez skrbi, da vam ne bojo koristile, ker bomo samo za potrebe
tega tutoriala naredili par transakcij, to da vidite, kako zadeva laufa, potem pa naprej. Skratka, zapišite si enkrat, dvakrat, trikrat, spravite na varno mesto, če telefon pade, se sesuje, pa nimate backup besed, ne boste prišli do kovancev, ne nas klicati, ne nas mailati, ne spraševati, če se lahko kaj zrihta, ker vam povem že zdaj, da ne moremo. Nimamo dostopa do vaših sredstev, nimamo do vaših kovancev, enostavno, your keys, your responsibility, se pravi, vaši ključi, vaša odgovornost. Vkolikor se ne počutite suvereno, da bi upravljala z vašimi ključi, I'm sorry, v bistvu realno gledano nimate v tem novem svetu kaj početi, zato ker popete pa na menjalnico, pa boste tako kot pri banki, bojo imeli oni vaše ključe, vi boste pa uporabnik pa prosili vsakič, ko boste kaj rabili. Treba se pa nekaj zavedati, menjalnice procesirajo transakcije, vstopne in izhodne. To pomeni, da transakcija ni nujno takoj sprocesirana, lahko je šele čez 2 dni. Tukaj oddate transakcijo v omrežje direktno. To pa pomeni, da gre v isti milisekundi, je že vidna in na poti in uporabnik, ki vam je poslal denar, vam ne more potegniti ročke, pa reči, premislil sem se. Ko je enkrat podpisana broadcastera, se na blockchainu odštejejo sredstva iz walleta A in grejo na wallet B in fertik. Je samo še predmet par minut, da je zadeva zacementirana na verigi blokov. No, pa gremo zdaj korak naprej, da bomo spet mirroring imeli. Se pravi, this is your recovery phrase which is used to generate the keys for your wallet. Please write it down on a paper and keep it on a secure place as you would with the paper money. Anyone with access to it has access to wallet funds. If you lose your recovery phrase, your wallet cannot be recovered. Skratka, 1 do 18 zapišete, poklukate I have safely stored my recovery phrase, greste naprej, v naslednjem koraku imate že, zdaj pa imamo spet screen mirroring, no kot sem povedal, prejšnji screen se ne pusti niti zrcaliti na Chromecast, tudi screenshotov da ne morete, lahko kvečemu slikate z drugim telefonom, ampak to ni to, papir. Tukaj, če ste suvereni, da ste vseh 18 besed zapisali pravilno, brez slovničnih napak, brez napak v zaporedju, lahko zadevo skipate, lahko pa enostavno naredite verifikacijo. Za tiste, ki imate vsaj 1% dvoma, naredite verifikacijo. Vzelo vam bo še dodatno minuto, 2, ampak boste zihrali. Jaz sem suveren tukaj, pa tudi demo in grem skip. Skipping, verification, make sure, Skratka, to vse, kar sem povedal v angleškem jeziku. Še enkrat jaz. Zdaj pa password. Ta password je pomemben, pa hkrati ne. V katerih primerih je pomemben ta password? Ta password vam bo trenutno inštalacijo v denarnice, pa se razumemo, ko inštalirate neko aplikacijo, se ustvarjajo tudi neki podatki, neka hramba nekih podatkov. In v tem dotičnem primeru se v bistvu wallet shrani na telefon. In ta geslo na tem screenu dela 2 stvari. Eno je, šifrira vašo inštalacijo na aparatu. Se pravi, če bi vam nekdo preklopil aparat, pa šaril po njemu, poveral dol, bi lahko prišel do tega walleta in posledično do teh besed, ki so noter, teh mnemoničnih besed. To je prva zadeva, se pravi šifriranje trenutne inštalacije na telefonu. Ta password ali geslo je neodvisno od tega, od teh backupov, ki ste si jih shranili. Se razumela? Se pravi, poleg gesla, poleg mnemoničnih besed, vam ni potrebno hraniti na blokcu tega gesla. Ta gesel ščiti samo trenutno inštalacijo telefona. Jaz bom dal neko preprosto geslo, da gremo čim prej naprej. Mora biti pa 8 znakov. Evo, me je že upozoril, da je tu common password. Opozorilo. Ok, dobro, moramo nekaj drugega. Tu common, a se razumemo? To so zadeve zelo pomembne. Skratka, 10 znakov, pa tu common, pa tu short. Ampak nič hudega. Vi si izberete tisti password, ki ga želite, lahko ga pa tudi preskočite. Ampak če ga boste preskočili, pa nekdo dobi v roke vaš telefon, bo lahko šel v nastavitve, pogledal vaše backupe in ste nekega dne preizkojeno. Ali pa nekdo vzame telefon vaš v roke, vstopi noter, odpre denarnico, si prepošlje na hitrico,
ker ga ne bo pri pošiljanju pozvalo po nobenem geslu, bo šla zadeva gladko skozi in vi čez 2 dni ugotovite, da imate prazen tošelj. Skratka, zapis besed, pomembno. Password je opcijski, sem pa tudi razložil, zakaj, čemu služi, pa zakaj je dobrega imeti. Ampak tole je demo, bom dal skip. By not setting a password, your wallet can be accessed without authorization. Pač legal terms, kjer vam lepo določenimi opozorili vam povemo, da nismo odgovorni za vaše kovance, da nimamo dostopa do vaših kovancev in tako naprej. You are in charge. Evo, in smo v walletu. Zdaj gremo pa na hitrico skozi sam wallet. Overview page, imam kovanca Lana pa taj, cryptowater.si pa supply chain nekega drugega dne, neke pionirjing zadeve smo delali na blockchainu, ki so pa v praksi se pokazale kot zadeva, ki deluje, nismo pa še ready za nek mass adoption, ampak prihodnost se zmeram zgodi prej, kot mislim. Skratka, tele gor na overview page imamo še pozov po fotoaparatu, seveda morate dostopati, če hočete skenirati QR kode, je treba dati dostop. Pa gremo na 3 pikice, tukaj imate osveži, nastavitve, no skratka, zdaj gremo pa skozi osnovni settings menu. Čist preprosto, tle v bistvu nimate kaj spremenjati, tle vam je samo nekako overview, koliko je poceni transakcija na katerem omrežju. Recovery phrase, no vidite, tukaj ga pa vidimo. To je pa uno, ki sem vam prej kazal preko v bistvu takole, zdaj vidimo tle. Se pravi, zdaj sem šel v recovery phrase pogledati, just in case, če bi rabo še enkrat si zapisati backup besede, ker pa nisem imel passworda nastavljenega, je šlo pa direkt noter. Če bi pa password nastavil, bi me pa pozval po njemu, predno bi se mi tale ekran odprl. Tukaj sem zdaj že najdel en v bistvu nek bagec, ki bi lahko v končni fazi tudi tukaj nastavili tisto prepoved screenshotanja zajemanja zaslona v naslednjem buildu. Skratka, učimo se, razvijamo, izpopolnjujemo produkte. Skratka, zdaj smo imamo prazno denarnico, gremo malo nazaj, imamo prazen tošelj, zato te besede pa ta tošelj sta v bistvu čisto realno gledano brezpredmetna zdaj v tem trenutku. In bi lahko šli direkt v menu settings in restore wallet naredili in dali tle restore wallet. In v tem primeru obnavljate zadevo. Zdaj pa še ena zelo pomembna zadeva, katero me dosti ljudi vpraša. Se pravi, vi ko si te besede, teh 18 mnemoničnih besed generirate, s tem v bistvu imate nek glavni master key, iz teh besed se v bistvu nekako derivira cela drevesna struktura vseh možnih ključev, ki jih ima lahko ta denarnica vaša. To pa pomeni, da probam poenostaviti zadevo. Se pravi, vi, ko imate kripto denarnico, si lahko zgenerirate 2 na 256 možnih kombinacij ključev, se pravi, bančnih računov pa PIN kod. Se pravi, bančni račun je v bistvu wallet address, pri Lani se začne z L nekaj, privatni ključ oziroma PIN koda od tega bančnega računa je pa ogromen private key, ki se začne v dotičnem primeru, ki ga imamo za 6. Bom v nadaljevanju pokazal, kako ta zadeva izgleda, ko bomo tudi uvozili v bistvu neka sredstva iz papirnate denarnice v naslednjem koraku. No, če se zdaj navežem nazaj na to, se pravi, imate lahko ogromno bančnih računov znotraj enega walleta, se pravi, vi ste zdaj zgenerirali en wallet, pa bom šel pokazati. Lana Coin, imate tlele receive in tlele naslov LNZI itd. Skratka, če jaz zdaj dobim na ta adres sredstva in so potrjena, bom naslednji šel v receive, bom videl drug naslov. Panika. Kam je šel pa zdaj moj tošelj? Od spodaj ga boste imel v previous addresses. Okay? Se pravi, vam za vsak, to je v bistvu neke vrste privacy feature, kjer za vsak prejem uporabite drug bančni račun. Hkrati imate pa v bistvu znotraj enega tošeljna oziroma ene banke možnih več računov. Vse to je v končni fazi možno tudi pri bančništvu. Pač odprete nov tekoči račun in jih imate 2. Imate enega za posel, enega za spending, enega za vračevanje. Skratka, tam vas omejuje bančni sistem, tukaj pa pač imate 2 na 256
Vso srečo z generiranjem takega števila tošeljnov, še bolj pa upravljanjem, enostavno je človeško nemogoče. Tako da, ker smo navajeni v praksi mogoče operirati z 1, 2, 3 bančnimi računi. Tukaj so pa v bistvu skoraj astronomsko unlimited possibilities. No, zdaj pa, da se vam pa to ne bi dogajalo, imamo pa opcijo tukaj, da gremo na settings page, samo gremo na overview nazaj. Če tukaj le poklikamo manual receiving address, vam ne bo generiral novega walleta po vsakem prejemanju. To pomeni, da boste v bistvu inpute in outpute stalno delali čez eno adreso. In to je nekaj, kar morate vklopiti v štartu, čisto v začetku, če hočete to uporabljati, drugače pač se bo sama denarnica drugače obnašala. Ok, no zdaj smo nek overview naredili, zdaj bomo se posvetili Lana Coinu, pa opcijam, ki so tam. Skratka, nimamo nobenih kovančkov, naslov za prejemanje imamo, pošiljati še ne moramo nič, ker nimamo nič. Glede, spet poziv po kameri, zdaj, pa settings. Refresh osveži stanje vašega denarnica. Kovanci, ključi od vaših coinov so na vaši mobilni napravi, ampak vi rabite v bistvu omrežje spraševati, kakšno je moje stanje. Zato imamo postavljena 2 strežnika, okay, Electrum serverja se reče, in vi v bistvu, ko rečete refresh, rečete moj bančni račun, moj wallet address je l nekaj, a lahko preveriš na blockchain, kakšno je stanje te denarnice. In blockchain, ki je javen, da informacijo nazaj in v bistvu dobite pol vizualizirano vaš balance, pa zgodovino transakcij. Verifikacijo sporočil, tega bomo v nekem drugem primeru, ker trenutno še ni nekega use case-a, kjer bi to lahko nekaj bilo zanimivo za širšo javnost. Tle vidite public key, se pravi, tist, ki ve vaš public key, lahko preveri, ne krade kovance, se razumemo, preveri derivacijo celotnega vašega walleta, kot sem rekel, imate lahko več kombinacij, več bančnih računov pa pinov znotraj enega walleta, ampak s public keyem v bistvu exposate celotno svojo zgodovino transakcij tega denarnice od prvega dne do prve do zadnje transakcije. To je uporabno zelo v nekih računovodskih auditih in tako naprej. Sprav, če bi imeli nek tošelj, pa imate adreso 1 za to, za drugo, za 3, 4, 5, se pol v bistvu s XPub keyem vaš računovodja, računovodkinja ali pa AI računovodja enostavno s tem ključem lahko po blockchainu gleda, kaj ste kdaj kam pošiljali, skratka popolnoma transparentno. Account details, to smo že dali. Sweep wallet, to bom čisto na konec pokazal, ker je zelo zanimiva stvar. Connections, tukaj da imate eno informacijo, skratka, mi po defaultu imamo 2 strežnika postavljena, rezervirali smo si prostor za 4, pač just in case. Če pa slučajno bi prišlo do situacije, da nam strežniki crknejo, ali jih imamo vzdrževanje in naprej, ali pa enostavno rečemo, mi tega več ne bomo furali, ker je pač to je to, imate pa na app.cryptowallet.si vso dokumentacijo o vseh Electrum strežnikih in enostavno postavite svoj server. Seveda boste za to verjetno rabili pomoč nekega IT-evca, tako naprej, da vam bo server postavil, posinhroniziral verigo od Lane, postavil elektroparser in ga usmeril na nek javni IP naslov, pa neka vrata in v tem primeru enostavno vpišete neko številko, po navodilih, bla, 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 port in bo vaš wallet spet funkcioniral. Tako da to smo pač naredili zaradi tega, da ne glede na to, kaj se dogaja z nami, z razvojem, z infrastrukturo, imate vedno možnost, da si postavite svoje okolje, v katerem ste v bistvu, če tako gledaš, tudi nekako bolj zasebni. Ker mi ne zbiramo nobenih logov v vaših transakcijah, ker to ni naš namen, namen je samo zagotoviti osnovno tehnično infrastrukturo, da wallet funkcionira. Če pa to crkne, še zmeraj imate javna orodja, javno izvorno kodo, kako se to okolje nazaj vzpostavi. Seveda zahteva določeno znanje, določene resurse, pač treba je strežnik plačevati, treba je človeka plačevati in si enostavno postavite. Tako da strah tukaj, da bi zdaj mi vam pobrali coine, je brezvezen, ker jih po defaultu ne moremo. Vse, kar se lahko v najslabšem primeru zgodi, je, da pač oba strežnika crkneta in pol noben od nas ne more do balansa preveriti, čeprav coini so tam, se razumemo.
se pač vzpostavi okolje nazaj. In to je prednost decentralizacije, da dejansko lahko ste odvisni neke vrste od nekoga, ampak na drugi strani lahko pa vedno vzamete v svoje roke in porihtate stvari. Neka osnovna informacija o Lana Coinu, linki, ki so že marsikaj tudi za posodobiti, nimamo recimo tukaj WhatsAppa noter in tako naprej, ampak neki osnovni linki do Lane. Naprej, settings, tle smo, to je podoben meni, kakor že prej na overview pageu. Pa kaj imamo še tazga, mislim, da smo že več vse podelali. Sprav, contact support, nek email, linki do Telegrama od Lane, od Taja, pa ticket portal support cryptowallet.si, ki ga še nisem postavil, ampak nekega dnega bomo tudi mogli. Če bomo imeli milijon uporabnikov tega denarnice, bo pač treba imeti podporo. Ampak v končni fazi zato snemamo te videoposnetke, da bo dejansko nobene potrebe po podpori ni, če imate že vse informacije dane v obliki nekega videoposnetka. Ok, zdaj gremo pa na zanimiv del. Skratka, ravno kar smo se v bistvu, jaz pa moja življenjska sopotica, smo se vrnila iz Amerike, konkretno iz Miami Beacha, bili smo na luksuznem križanju, pa ne bomo šli zdaj v podrobnosti tega križanja, rečemo samo temu, da so bili zelo pomembni ljudje na tem križanju in da sem se imel čudovito, razširil sem si zelo v obzorja, kako operiramo, kaj delamo in kakšen v bistvu zavedati se samega sebe in kaj delamo v tem svetu, puščamo nek odtis, ki bo forever there, se razumemo. Se pravi, to so revolucionarne stvari, ki jih počnemo v blockchain svetu in bojo imeli velik vpliv, impact na celo človeštvo in preoblikovali svet. In dobro, zdaj sem se začel zaklepetal v to smer. Bottom line sabo sem jaz imel en kup enih paper walletov. Imamo na www.offline.lana.org imamo prost generator papirnatih denarnic. Se spomnite začetka? Pišemo, skratka, in smo na križanje v Ameriko vzeli sabo en kup papirnatih denarnic, ki vsebuje wallet address pa private key, se pravi leva koda je bančni račun, da lahko kažete celemu svetu, privatni ključ pa čuvate offline, brez interneta, tako kot besede. In dokler imate Lane na papirju, pospravljene nekje, imate enostavno tako, kot da bi denar v sefu, tako, kot da bi zlato v sefu, karkoli, kakor se boste poistovetili. Zdaj bom sem pokazal en primer, se pravi, če gremo spet na app, imamo tlele supply chain pa CryptoWater, kar je dejansko ista funkcionalnost, samo drug, rečemo temu, grafični prikaz. Se pravi, če imamo NFC tag, da lahko približamo, ali pa poskeniramo QR kodo. In jaz bom zdaj poskeniral wallet address iz tega papirja. Takole, moram poravnati, ker sem ga malo zmeškal. No, evo, in smo dobili informacijo, da je L2RXV, koliko gre tle gor, če se vidi kaj, je poskenirali tole adreso in preverili na verigo blokov gor, preko Explorerja, kakšno je stanje na tem adresu. In vidimo, da imamo 375,01 Lane gor in da je prva transakcija bila narejena 26. januarja 2026 ob 19:27. Kot zanimivost vam povem, da takrat, ko sem tele denarnice filal, smo dejansko bili na Bahamih, na Private Islandu in enostavno dokani prikliži glih v bistvu iz Great Syrup Keya, to je privatni island od Norwegian Cruise Linea, na kateremu sem v dockingu uspel ujeti še 4G signal iz otoka, ja, sred otoka, transakcije delajo, za prvo silo je šlo, ampak dela, ne. In smo te v bistvu denarnice jaz na filo, realno sem imel takle pok tošno, papirnatih denarnic in sem to vse skup filo. In tle imate v bistvu vizualizirano informacijo, kdaj je bila ta papirnata denarnica prvič napolnjena, se pravi prva transakcija na tošen. No, in ker sem tolele jaz objavljal, če kdo hoče poskenirati, pa da mu rata, ne, tiska prvi poskenira, poswipa, bo pobral coine dole. In ni noben tega naredil, pa vidite, že papir je malo zmečkan, tako da bomo pač danes mi poswipali. No, in gremo skratka na Lana Coin, pa gremo kar v akcijo. Skratka, v tem trenutku zdajle bomo
potegnili coine dol iz papirnate denarnice. Kaj se bo v tem dotičnem primeru zgodilo? Se pravi, poskenirali bomo privatni ključ oziroma private key in bomo v bistvu transakcijo sprožili, ki jo bo prenesla iz denarnice papirnate na adreso LNZJ. Ok, pa gremo kar narediti. Da ne bo kdo vmes hiter moj prejšnji video posnetek na Facebooku videl, pa pred nosom nam tole sprazno. Pa bomo mogli pa mi drug papirček najti. No, pa gremo. Skratka, takole. Imamo meni Sweep Wallet. You're about to transfer coins from a paper wallet to your crypto wallet. After the transfer is complete, avoid reusing the paper for security purpose. Pa seveda, kakšne formate vse papiramo. Lahko tipkate private key, good luck, ali ga pa poskeniramo s QR-kode. Deluje pa boje, se razumemo. No, zdaj pa private key skeniramo, kar takole pokazal, najprej takole. Evo, pa gremo na ta private key. Tako, cup. Ključ je preskeniral. Next. Evo, skratka, povzetek. Pa preverimo, če je res, ne. Se pravi, res je 375, pa mičkar manj LAN bomo dobili, ker 0,001 LAN-a moramo plačati za transakcijo, kar je normalno. Skratka, in tudi vidite v spodi LNZJV, kam grejo te kovanci iz papirja. Se pravi, na denarnico, na telefon. Confirm. Pok. In ta list papirja je zdaj enostavno završil kanto. Zdaj bomo pa, ker moramo pa počakati en transakcijski blok, da bojo tega naši kovančki dozoreli. Kot vidite, imamo od spodi na dnu sivo, se pravi, čakamo na block confirmation. Bom jaz zdaj zrl še en komadek, pa se slišimo, ko bo tole confirmed. In a world that shifts like shadows casting light, rising up with dreams and currency in sight, a guardian for all your tokens, here we stand. Crypto wallet shines, it cradles your command. Where the blocks align and each transaction glows, holding fast to promises the blockchain bestows. Solana and Stitch, the coins of our grace, in this wallet we trust. It's our sacred space. Feel the pulse of the future, it's calling our name. With every coin that we cherish, we're playing the game. From Android to Apple, in our hands we hold the key to freedom and finance. Just you wait and see. Hold your coins, here's the future in your palm. With crypto wallet, find solace like a calm. We're self-custody dreamers, our treasures in the sky. Building bridges in crypto, together we will fly. Secure your holdings, let the power flow. Guardian of assets, in the pocket let it grow. With every step, we're closer to the stars. Lana coin, Touch coin, we'll take it far. Light like a feather, touch the edge of dreams. Riding the waves of a world bursting at the seams. A galaxy of coins, ethereal and bright. With crypto wallet, we'll claim the night. Hold your coins, here's the future in your palm. With crypto wallet,
where freedom's in sight. We'll rise like the sun, let our hopes ignite. With crypto wallet guiding, we'll never lose track. Slon and Stag, we won't look back. So raise up your wallet, let the world see. In this dance of technology, we are wild and free. Hold your dreams like coins, let the heavens decide. With crypto wallet by your side, in trust we'll abide. Lep pozdrav, smo nazaj. Transakcija še ni potrjena, čakamo transakcijski blok. Sprav 22 minut nazaj je bil na blok heightu 13.896 je bil na zadnji transakcijski blok na lani. Zato, če pogledamo denarnico, je še zmeram siva. Hop, takole. Skratka, ta denar je na poti gor. Tega ne more noben preprečiti, noben ustaviti. Samo predmet potrditve je, se pravi, da je stvar zapisana v transakcijski blok in zacementirana v časovni prostor. Tako da pa bom zdaj vmes še kakšen komad zarolal, pa počakamo, da se veriga porine naprej. Toliko, da imamo mi zadevo potrjeno, pa lahko tudi pokažem eno izhodno transakcijo iz same denarnice. Tako da uživite na naslednjem komadu, pa se slišimo par minut kasneje. The night is electric, sparks in the air. We rise from the shadows, visions laid bare. We came out of nowhere like a comet on fire, rising like a phoenix from the ashes of desire. In the land of coin community, we're strong and we're free. Together moving mountains, can you see the strategy? Hands in the game, dreams on the line. Control is just the start, it's our moment to shine. Building, building, bricks of our faith. The foundation is solid, it's time to create. Now that we got control, let's keep building, building, building. Raise the stakes, fuel the fire, it's a new beginning. Echoes of our voices, we are breaking the chains. In the land of coin community, we're dancing in the rain. From digital dreams to a powerful realness, we forge our destiny with fierce persistence. With every transaction, we're rewriting the rules. Together we are stronger, together we are the tools. Hands in the game, dreams on the line. Control is just the start, it's our moment to shine. Building, building a tower of might, a legacy of vision, lighting up the night. Now that we got control, let's keep building, building, building. Raise the stakes, fuel the fire, it's a new beginning. Echoes of our voices, we are breaking the chains. In the land of coin community, we're dancing in the rain.
we're taking control. Every setback, a lesson, every leap, a new height. With the power of the many, we're ready to unite. So let's build through the storms and the strife. In the Litecoin community, we write our own life. Now that we got control, let's keep climbing high. Together we'll succeed, we will watch the stars fly. Lepo pozdravljeni nazaj, upam, da vam je bil komad všeč. Build the Future je naslov, vmes, seveda veriga je na naši strani, ona se premika, mi hočemo ali nočemo, je bila transakcija potrjena, pa gremo zdaj malo pogledati, kako zadeva zgleda. Skratka, zdaj kar naenkrat ni več sivo, ampak je vse potrjeno, pa tapnemo od spodaj na Received in vidimo informacije. Se pravi transakcija 2. februar 11.5.28, dve potrditve, se pravi vmes sta padla že dva transakcijska bloka. Z enim se je v bistvu osivina transakcije spremenila v potrjeno in naslednji blok je sam še dodatno potrdil zadevo. Tako da, kar se nas tiče, mene tiče, je ta transakcija zacementirana v čas in prostor. Dobila je tudi svoj unikaten transaction ID oziroma transaction hash 1129, skratka. To so v bistvu tako vrste, tako kot bančno nakazilo date, imate neko referenčno številko. To je to. Samo te referenčne številke pri bančništvu so hranjene na enem centralnem strežniku od banke, tukaj je pa pač to gor na verigi blokov vidno vsem, kdo si pač želi pogledati. Pa tapnemo še na Block Explorer, da dobimo nekako overview, se pravi podrobnosti transakcije, od kje, kam, za kam, v bloku 1.013.897 je bila ta transakcija potrjena. Pa tapnemo na Explorerju na to informacijo in bomo videli ogromno enih zanimivih informacij. Skratka, koliko je šlo denarja not in ven, koliko novih lan je bilo ustvarjenih, se pravi oseba ali entiteta, ki je validirala ta transakcijski blok na Proof of Stake omrežju, je zato, da je ta blok zapisala prva in ga oddala preostalim participantom omrežju, dobila nagrado 1202 pa nekaj lanošijev lan. No, zdaj pa probimo mi v temu bloku, so bile v bistvu dve transakcije kreiranja novega bloka, pa nagrada za rudarja, pa še dve transakcije, ena je naša, ena je pa še nekdo drug neki transaktor. Kdo, kaj, zakaj ne bomo debatirali v tem videu, pa gremo samo poiskati našo transakcijo. Se pravi, blok transakcij vključuje vse te informacije in pridemo do prve oziroma zadnjega vnosa, kjer piše from inputs, se pravi L2R, pa moram zdaj odmečkati tole. In je res, gledajte, L2RXVV. Gledaj gor, če kdo ne verjame. Adresa se meča, se pravi wallet L2RXVV TKI2PB je imela 375 lan in jih je poslala na adreso LNZJV, ki je pa naš adres v walletu. Malo nazaj, na receive, previous addresses in to je ta adres. Tako, zdaj pa imamo na balansu spendable 375 lan, zrcalo, gledate moj screen, pa dajmo to poslati ven. Jaz sem tle pripravljeno eno namizo denarnico z adreso LAMG, pa dajmo gor na vrh fotoaparatek pritisniti in enostavno poskenirati tole adreso. Na tem telefonu me malo heca fotoaparat, ker je bil že razbit, tako da ga mogoče ne bo ga je zagrabil, dobro. Imamo težave s fokusom, ampak ni panike. Skratka, prednost tega denarnice je, da vi lahko spraznite
vaš mobile wallet v celoti in enostavno vam bo odračunal omrežnino, se pravi 100 lanošijev, vam bo samo odračunal od transakcije. Bom jaz celoten znesek zdaj prenesel iz mobilne na namizno denarnico. Nič, 1, 2, 3, 4 devetke. In vam je že napiše slightly less will be sent because of fees. Pošli, fee, confirm in zgodila se je ista zadeva tako da kot prej. In če jaz pogledam zdaj svojo namizno denarnico, sem že dobil informacijo, da je kovanci so na poti. Pa bomo zdaj pogledali, kako to izgleda. Zdaj probo jaz preko telefona vam pokazati. Skratka, ne vidi se prav dobro, ampak nekaj bo. Skratka, desktop wallet ima na poti 375,0009998 lana. In ID transakcije je že definiran. Takole. Zdaj jaz malo zaprem. Pa gremo zadevo pogledati. Takole. No, in zdaj se dogaja ista zadeva. Skratka, waiting for transaction confirmation, ko bo ena potrditev, bo ta transakcija finalna, jo pa enostavno ne morem več vzeti nazaj. Pogledamo čez Explorer, kot vidite je še hash unknown, ker ni še transakcijski blok bil zapisan. Ko bo transakcijski blok zapisan, bo ta zadeva final. Bom pa zdaj na hitrico, ko smo že malo vešči, sem najdu tukaj vmes še en bahamski wallet. Takole, pa ga ne bom tokrat jaz enostavno unovčil, ampak si ga bom takole označil, da vam bom pol private key pokazal. Pa če bo šlo skozi, boste lahko eden, tisti, ki bo ta prvi, bo swipnil ta private key. To bomo rekli tlele, da sem uvedel, za kaj se gre ta wallet. Video, crypto wallet.si, tutorial, giveaway. Tako, drugi, 2026, 15, pa 38, da vam tole kažem. Skratka, ne vem, koliko se bo tole dobro videli, ampak fotoaparati so kar dobri. Skratka, takole malo približamo. Tako da private key na moji strani se vidi fantastično, tako da upam, da tudi na vaši strani. Bomo takole pustil par sekund ga držati. Evo. Skratka, 375,11 lan imate tudi na tem. Bomo še preverili, da ne bo kdo mislil, da ga kaj na... Pa gremo na mini supply chain, pa wallet poskeniram. Evo ga. In drži, ne? 23. januar, tle sem se pa zlagal. Ta papir sem pa zgleda poskeniral še ko smo bili v Sloveniji, oziroma ni bilo na Bahamih na filan. Tako da je pa gor 375,11 lan, LD5P80PE itd. Wallet je tale papir, private key imate gor. Se veselim tistega, ki boste prvo to poskeniral. Skratka, s tem v bistvu zaključujem tutorial za cryptowallet.si. Skratka, najdete ga na app.cryptowallet.si. Se bo. Takole, a se vidi, app.cryptowallet.si, prenovljena spletna stran, stara še vedno obratuje. Se mislim, da sem jo pustil, ki je zadeva mičkam bolj na WordPressu narejena, ampak imate tudi nekaj navodila tukaj. V končni fazi je važen tale link na Google trgovino. Tale je pa malo futuristična, pa v 2 jezikih. Še malo pogledamo tele, da vam pokažem. Pa še eno zadevo sem vam pozabil povedati. Ta je zelo tehnična, res tehnična. In sicer tiste besede, ki ste jih prej zapisali. Sem rekel, če bi pri nas vse skupaj crknili, si lahko postavite svoj Electrum server. Obstaja pa tudi orodje, ki se mu reče BIP tool. Se pravi, vi lahko pretvorite
seed besede v serijo ključev za vaš wallet. Zato je zelo pametno, da si v bistvu vodite neko evidenco naslovov, ki jih znotraj same denarnice uporabljate za prejemanje. Zdaj, ker vam bo BIP tool izračunal vse možne wallete, ki jih vaše seed besede derivirajo, sprav iz tega ključa vam potegnete vse možne ključe, zato bo bistveno lažje, če veste adreso za prejemanje pri pretvorbi. In tukaj je na voljo takole, samo da pridemo do tam. Se pravi, BIP tool se odpre ločeno spletno mesto in imate tlele generator ali pa konverter. Skratka, BIP mnemonik, opcijska passphrase, če ga imate, in če tle vnesete noter v bistvu besede, pa tle zberete Lano, ker tole je dosti univerzalno orodje, boste dobili pa tukaj v bistvu ven, vse informacije ven. Skratka, to je kompleksno orodje, upam, da ga ne bomo nikoli rabili, je pa tukaj. Skratka, zdaj veste, ključi so vaši, your responsibility, vi morate hraniti vaše besede, če se serverji crknejo, lahko najamete človeka, poiščete človeka, da vam postavi elektron server in boste operirali z denarnico preko svojega serverja. Tudi če iz trgovine izbrišejo mobilno denarnico cryptowallet.si, imate izvorno kodo na GitHubu in se lahko enostavno APK datoteko namesti mimo trgovine. Lahko si iz izvorne kode date narediti svoj custom cryptowallet.si, ki ga lahko poimenujete tudi franska wallet, da se razumemo. Skratka, vso kodo imate, pa linke imate tukaj. Vse, kar smo počeli, je javno, v javno dobro, v javna domena. Tukaj imate vse source kode, kompletne tule, vse je vaše. Skratka, brez panike. Zadevo smo zastavili tako, da je nekako varna, kolikor pač še da potruditi, pa da ste vi vsi suvereni, da tudi če mi enostavno dvignemo roke ali pa zbežimo na drug konec sveta, da bo še zmeraj se dal vzpostaviti okolje, da boste prišli do ključev vaših kovancov. Tako da iz moje strani je to. Za zaključek vam zarolam še en komadek, upam, da se vam všeč. Za tiste, ki vas ni strah AI generated glasbe, imamo preko 370 glasbenih komadov prisotnih na Google Music, na Apple Music, na Spotifyju, skratka more or less vseh streaming sistemih, ki obstajajo danes. Tako da, Build the Future številka 2, lepo se imejte, hvala za vašo pozornost in podporo, pa skupaj gremo dalje. The night is electric,
we're taking control. Every setback, a lesson, every leap, a new high. With the power of the many, we're ready to unite. So let's build through the storms and the strife. In the Lettercoin community, we write our own life. Now that we got control, let's keep climbing high. Together we'll succeed, we will watch the stars fly.